Pozdravljeni na predstavitvi slovenskega gledališkega letopisa 21-22, ki je 30. po vrsti in je obenem 35. nadaljevanje repertoarja slovenskih gledališč. Temelji na spletno dosegljivi bazi podatkov o slovenski gledališki produkciji na portalu sigledal.org, a tam zbrane podatke tudi bistveno nadgrajuje z uvodniki, podatki o festivalih in nagradah, s podatki o reprizah in gostovanjih ter s povzetkom in primerjavo podatkov o posameznih gledališčih. Statistična razpredelnica letopisa prinaša še druge številčne podatke o posameznih gledališčih, pa tudi seštevke vse slovenske produkcije v sezoni 21-22, skupno število vseh igranih del, število igranih slovenskih avtorjev, število igranih tujih avtorjev, število premier, repriz, gostovanj in vseh ponovitev. Letopis zajema vse gledališke zvrsti, dramsko in postdramsko gledališče, operno gledališče, balet in ples, lutkovno gledališče ter radijsko igro, vpeljujejo pa ga uvodniki specialistov za posamezno zvrst. V letopisu 21-22 so to Rok Andres, Tina Bohak Adam, Maša Radi Buh, Nika Švab in Klemen Markovčič. Danes so z menoj 4 od 5 piscev, Tina Bohak Adam se pogovora žal ni mogla udeležiti. Dr. Rok Andres je diplomiral na oddelku za dramaturgijo AGRFT, nato je bil kot asistent, mladi raziskovalec zaposlen na Univerzi v Novi Gorici, kjer je tudi doktoriral. Njegovo dramaturško delo obsega ustvarjanje uprizoritev v številnih slovenskih gledaliških hišah, med drugim ljubljanski drami, mariborski drami, Prešernovem gledališču Kranj in SNG Nova Gorica. Sooblikoval je različne festivale, tudi kot član žiri. Njegova bibliografija obsega znanstveno in strokovno besedila ter tudi uredniško delo. Osrednji del svojih raziskav posveča dramatiki in recepciji tuje dramatike v slovenskem gledališkem sistemu. V letih 2021 je bil selektor Tedna slovenske drame in prvi odgovorni urednik portala Kritika pod okriljem Slogi. Trenutno pa deluje kot dramaturg v ljubljanski drami in kot umetniški vodja Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Maša Radi Buh je samozaposlena sociologinja kulture, dramaturginja in kritičarka na področju sodobnih scenskih praks. Trenutno je odgovorna urednica platforme Neodvisni in selektorica za platformo Zlata pajčica. Njena besedila so bila objavljena v Delu, na Radiu Študent, na spletnih portalih Neodvisni in Kritika, kjer je bila v letih 21 in 22 tudi članica uredniškega odbora, pa tudi v Maski, Dialogih in Amfiteatru. Skupaj z Varjo Hrvatin in Jakobom Ribičem je za kolektivno delo na področju teorije prejela štipendijo sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 22-23. Letos pa je prejela tudi nagrado Ksenije Hribar za področje plesne kritike. Nika Švab je literarna komparativistka in dramaturginja, izobraževala se je na Univerzi v Ljubljani in na Akademiji za uprizoritvene umetnosti v Pragi. Kot samozaposlena v kulturi deluje kot dramaturginja, dramatičarka in kritičarka, piše torej kritike, refleksije, dramska besedila, članke za gledališke liste in pedagoška gradiva. Občasno deluje tudi kot performerka, moderatorka, urednica in producentka. Leta 2017 je prejela nagrado za mladega dramatika, leta 2021 pa je bila nominirana za nagrado Slavka Gruma. Lutkovno produkcijo podrobno spremlja in v njej piše že več kot 10 let. Klemen Markovčič je režiser in redaktor programa radijskih iger v uredništvu igranega programa Radia Slovenija. Je urednik oddaje in podcasta o kulturno-umetnostni vzgoji Grafoskop na 3. programu Radia Slovenija, programu Ars. Je tudi spletni urednik podstrani Radijska igra za otroke in Radijska igra za mlade na portalih RTV Slovenija, pa tudi nacionalni koordinator za kulturno-umetnostno vzgojo za polje radija pri medresorskem projektu Kulturni bazar. Rok, ocenil si, da je bila produkcija v sezoni 21-22 živa, neposredna in pretežno kakovostna z nekaj vrhunskimi dosežki.
Z uvodnima citatoma Jerneja Lorencija in Nine Rajić-Kranjac v svojem tekstu orišeš to, kar prepoznavaš kot bistveno fascinacijo slovenske gledališke sodobnosti. Pomen skupnosti in vpetost uprizoritvene umetnosti prek posameznika družbeno. Kako je ta fascinacija vstopala v obravnavano sezono in katere vrhunske dosežke bi v njej izpostavil? Hvala za povabilo predstavitev in današnji dogodek. Ko je včeraj še Matic malo poslal na izhodišče za ta današnji pogovor predstavitve letopisa, sem se v bistvu zavedel, da je sezona 21-22 že zelo oddaljen pojem v mojem spominu in sem moral pravzaprav še enkrat skozi, posebej tudi smo to naredili vsi 4 prisotni, še enkrat pregledati svoj članek in nekako osvežiti, o čem smo pisali in kaj smo videli. Jaz sem pri analizi oziroma predstavitvi te sezone za letopis izbral 2 citata, ki si jih boste lahko prebrali, ker se mi zdi, da zelo dobro definirata več poudarkov takratne, pogojno trenutne gledališke stvarnosti. Prvi je seveda ta, da ta 2 režiserja, Jernej Lorenc in Nina Rajić-Kranjac, sta ta trenutek med najbolj izpostavljenimi, najbolj vidnimi, najbolj aktualnimi poetikami v institucionalnem gledališču. Pripadata 2 popolnoma različnima generacijama, 2 popolnoma različnima pristopoma v snovanju in se mi zdi, da se uprizoritve, ki nastajajo, v bistvu zgoščajo nekako v 2 tabora, se pravi generacijski tabor ali pa estetski tabor okrog recimo Jerneja Lorencija z derivati Tome Janežiča, pa generacijski tabor Nine Rajić-Kranjac, se pravi ta val mladih ustvarjalcev, ki pač prihaja zdaj tudi že v slovenske institucije. Zdaj, ta 2 citata, ki uvajata, seveda povesta sledeče. Lorenci usmerja svojo trenutno poetiko, gledališče nekako navznoter, bliža se recimo nekemu metafizičnemu, neki osnovni premisi gledališča, ki je pač odnos gledalec-igralec. Zgošča se okrog pripovedovanja zgodb in kot tak nastopa izrazito intimno, kljub temu, da se ukvarja z zelo velikimi temami, zelo velikimi zgodbami. Na drugi strani imamo recimo Nine Rajić-Kranjac, ki pa gledališče vzpostavlja izrazito družbeno, aktivno, komunikativno, kot platformo za izgradnjo, bolj pravične družbe, bolj pravičnega sveta, kjer opozarja na neke temeljne dileme, vozle v družbi. Tukaj recimo in brez težave dopišemo še Žigo Divjaka, ki se mogoče na malo drugačen način, pa vendarle tudi ukvarja s podobnimi aktualizacijami oziroma analitičnim pristopom nekih vsebin izrazito družbeno. In če Lorenci seveda vzpostavlja ta intimen prostor srečanja med gledalcem in igralcem, ali pa med gledalcem in zgodbo, na drugi strani seveda recimo Nina Rajić, pa kot je Žiga in tako dalje, ostali poljubno vzpostavljajo gledališče kot neke vrste forum, kot neke vrste področje, kjer se zgodi en globalni dialog, kjer se lahko zgodi tudi neka določena aktivacija. In kot pravi Nina, na koncu tega citata, gledališče postane potem tudi javen prostor, ki bi lahko bil most do strukturnih sprememb. Se pravi, da pač ta recimo pogojno mlajša generacija nekako vpeljuje možnosti za premislek, kako in kam naprej. Seveda te vrhunci, po katerih sprašuješ, to je, kot sem že prej rekel, izrazito subjektivno, sigurno se tle lahko nekaj že napoveda, da se bo razvila tudi ostra debata, če bom za vrhunec označil nekaj, kar se nikar ne bi strinjala, ampak vendarle, jaz sem nagnjen, tako boste tudi prepoznali v tem eseju, nagnjen sem k temu, da si zelo želim plastiti neko raznolikost, se pravi predstavljati različne poudarke, ne pa vrednotiti recimo samo ene estetske ali pa idejne
smeri. Tako da so te ti vrhunci, ki jih bom zdaj kratko naštel, v bistvu pripadajo popolnoma različnim izhodiščem, estetikam in avtorskim idejam. Ne. Ampak zelo na hitro, ne. Recimo uprizoritev, ki dobi neki nagrad na Borštnikovem srečanju letos 52 Hz v produkciji SNG Nova Gorica, kjer je izrazito viden, recimo, ne bi rekel mentorski, ampak saj idejno-estetski vpliv Tomija Janežiča od te najmlajše generacije ustvarjalcev, ki nas preseneti. Potem na drugi strani imamo Svetline Katarine Morano, ki se pač zanaša na povsem klasično dramsko formo, ki jo pač režija Žige Divjaka nadgradi s tem njegovim zelo značilnim pristopom. Poudaril bi potem pri Jerneju Lorenciju tako Frančiška kot Pravljice našega otroštva, kjer pravljice seveda potekajo na neki osebno izpovedni, deloma že avtobiografski predispoziciji, medtem ko Frančišek pač uprizarja nek odnos po nekem dramskem besedilu. Dodal bi še Vročino Žige Divjaka, to je en primer nekega trenda, ki se seveda zdaj pa že kar pogosto pojavlja. Slovensko gledališče je namreč v zadnjih 2 letih spoznalo, da so podnebne spremembe oziroma ekologija pomemben del naše stvarnosti družbene in se mogoče od tega strogo političnega pomika tudi v diskusijo z temi ekološko obarvanimi temami, kar se mi zdi izrednega pomena. Na tej točki mogoče še oba Mandić cirkusa, predvsem zato, ker gre za uprizoritve, ki so se zgodile v institucionalnem okviru male drame, pa vendarle presega tako estetska pričakovanja kot izvedbeno posega popolnoma že na področje neinstitucionalnega oziroma z vsem, kar via negativa raziskuje v preteklih letih in kar Marko Mandić raziskuje v preteklih letih, se nekako zgodi prenos teh znanj, spoznanj in estetskih norm v popolnoma, rečemo temu, konzervativen institucionalen okvir. In to se mi zdi ena zanimiva presežna vrednost, o kateri bi se splačalo tudi v bodoče veliko razmišljati, se pravi o tem prehajanju neinstitucionalnega v institucionalno in seveda tudi obratno, ker se mi zdi, da obe te formalno razmejeni področji lahko zelo kvalitetno oplemenitita drugega oziroma drugo in mislim, da oba Mandić cirkusa sta res dober primer tovrstne prakse. In nekje tam v delu te nevladnih producentov razvijajoči se projekti Varje Hrvatin, Apofenija, naprimer, pa serija happeningov La Isla Bonita, ki jih je razvijala, mislim, da skoraj celo leto 2022, tudi prinašata en drugačen pogled na uprizoritveno umetnost sploh, ki je veliko bolj vezan na tehnologijo, na objekt, na eno drugačno razumevanje branja in ustvarjanja gledališča. To so subjektivni poudarki sezone 21-22. Hvala, Rok. Maša, v svojem tekstu si nekako več pozornosti posvetila področju sodobnega plesa, kot baletu. Podobno vprašanje kot za Roka. Kaj so neke najočitnejše značilnosti obravnavane sezone na tem področju in kaj bi izpostavila kot njene vrhunce? Moram začeti to s nekim vodom s tem, da je bila to prva sezona, v kateri sem morda pisala res skoraj v vseh plesnih uprizoritvah, ki so se zgodile, ki so se premierno zgodile, kar je bil neke vrste privilegij, ki ga mislim, da marsikdo od kritikov nima. V resnici pokrivaš morda eno gledališče, 2 gledališči, v resnici tako celostno celega polja, ki sem ga vedno spremljala dovolj celostno, ampak tako temeljito premišljevati o njem. Mislim, da je to bila enkratna priložnost, ki se tudi v bistvu ne bo verjetno več kmalu ponovila. Kar je bilo opaziti v tej kulminaciji sezone, ki je bila na nek način tudi zelo zaznamovana s postkoronsko hiperprodukcijo
ne nujno v smislu tega, da bi se formati prilagajali na koronsko realnost ali pa postkoronsko realnost, ampak bolj to, da se v bistvu zgodila res neka zgostitev premier v zadnjem delu leta, ki je bila v bistvu skoraj nesledljiva oziroma skoraj še nemogoče sledljiva v resnici. Ampak se mi pa zdi, da v resnici ta sezona na nek način plesna ni bila zares drugačna od prejšnjih, ampak da se te trendi, ki v bistvu so tudi posledica sistematskega podfinanciranja in odsotnosti nekega javnega zavoda in nekih bolj konkretnih javnih sistemov in strategije, da so v bistvu vse te značilnosti so se sam nadaljevale. V svojem tekstu predvsem izpostavim recimo formo sola, ki je v plesu res prezentna, v resnici zelo redko vidimo na odru več kot 2 ali 3 plesalce, pa že 2 ali 3 so v resnici verjetno nekje polno, v resnici polovica je bila res solo, polovica je bila nekih duetov, mogoče res, da sem videla 1 ali pa 2 predstavitvi, kjer je bilo več plesalcev na odru. In ta nek solo, ki v bistvu ves čas producira in preizprašuje lastno subjektivnost. To je nekaj, o čemer je že Pia Brezavšček pisala nekaj let nazaj za portal Neodvisni. Mislim, da je to še vedno velika tendenca v slovenskem sodobnem plesu. Kar po mojem mnenju zdaj že z neko refleksijo na to sezono nazaj kaže tudi na to, da so v bistvu procesi kratki, da denarja ni in da v bistvu se ustvarjalci najlažje obrnejo k tistemu, kar jim je najbližje, torej k premišljevanju sebe v svetu skozi gib. No. In se mi zdi, da v bistvu je to bil neka značilnost, ki sem jo opazila predvsem pri mladih ustvarjalcih, ki jih je bilo tudi procentualno ogromno, nekih prvencev oziroma drugih poskusov, recimo mogoče nadaljevanja prvencev, tega je bilo največ in tudi tu je največ v bistvu bilo preizpraševanja sebe v svetu, recimo tu omenjam razne avtorje, recimo predvsem Italijo je bil najbolj opazen predvsem v plesnem teatru Ljubljana, tu so recimo Teja Modrijan, ki v bistvu presega nek hip-hop in sodobni ples, ampak skozi preizpraševanje svoje ženske vloge v svetu, pa Gašper Kuršek, ki v bistvu nadaljuje svoj prejšnji prvenec, tudi preizprašuje smrt in sebe v svetu, potem imamo tu recimo Jerco Rožnik Novak in Veroniko Valdes, ki morda nista nastopili svojim prvencem, ampak sta še verjetno v neki bolj začetni fazi svojega koreografskega ustvarjanja, ki spet preizprašujeta recimo žensko telo v svetu, teh solotov, ki v bistvu poskušajo situirati svojo koreografsko poetiko v odnosu do nekega ali problema sveta ali pa čist izražanja sebe, to je v bistvu neka najbolj opazna tendenca bila sploh pri mlajših generacijah, kar sem pa zdaj že parkrat omenila tudi v tem, je pa tudi to, da v bistvu je zelo opazno bilo preopraševanje tudi neke pozicije ženske v svetu in v sodobnem plesu, kar je popolnoma logično, glede na to, da gre za izredno feminizirano polje, koreografov je zelo malo, veliko je takih, ki mogoče ne delujejo samo pri nas, recimo že Matej Kejžar, ki recimo prihaja k nam gostovati, deluje večinoma v tujini, potem tudi Matej Ferlin, ki se v tej sezoni ni imel premiere, ampak tudi on recimo deluje na Hrvaškem, pa je potem produciran tudi pri nas. Imamo kakšne mlade koreografe, torej recimo Gašper Kuršek, pa Žigan Kranjčan, ki prihajate nekje iz presečišča sodobnega plesa in hip-hopa, ampak v bistvu zelo je feminizirano in dominirano strani ženskih koreografij in to polje in to se tudi kaže v nekih temah, ki jih preoprašujejo. Bodi si preoprašujejo neke teme, ki so mogoče se zdijo že mogoče, da so jih prejšnje generacije koreografij že obdelale, recimo, ne vem, telo v odnosu do sveta, branje telesa, telo kot objekt, ali pa v bistvu na primeru starejših koreografij, ki so že dalj časa na sceni, pa gre v bistvu za neke bolj subtilne tendence. To recimo je bila predstava Katje Legin, kako običajno, ki preoprašuje vlogo ženske v vsakdanjih odnosih, pa tudi recimo doma, gospodinja, običajno skozi neke zgodbe, ali pa recimo Mala Kline v Vederi. Zbirka, da recimo Mala Kline in ta njena Venera, med duetostjo in vedenjem je zame osebno bil en vrhuncev sezone, ker v bistvu izkazuje zelo premišljeno uporabo tehnologije, kjer gre za video mapiranje, ki v bistvu podvaja in potroji telesa, ne gre pa v bistvu vzpostavlja prav zanimivo relacijo med telesom in videom, ki ni samo eno je ozadje drugega ali neko podvajanje, ampak gre za neko prekrivanje, v bistvu preopraševanje, kaj je res, kaj ni, taka zelo poetična stvaritev to, pa v bistvu, kot poudarim tudi, večinoma so meni osebno pri viški sezone ali pa presežki sezone prav neki ta dela koreografij, torej
recimo Katja Regin, Male Kline, Matej Bučar, ki kljub temu, da smo jih že leta nazaj podelili nagrado za življenjsko delo, ustrajno še producira super koreografska dela, ki so spet recimo soloti, tokrat je imela recimo Hišni red z Primožem Bezjakom v kontejnerjih na Novi pošti in še vedno izkazuje to neko svojo premišljenost, svoje koreografije, kjer gib in eno samo telo zmore obsegati toliko enih nivojev komunikacije, med katerimi nenehno prehaja z zelo subtilni nivo. Tako da jaz bi rekla, da to so neki presežki, tudi druge koreografije, recimo to je še Andreja Rauh Podržavnik s svojim ciklom. Se mi zdi, da je to te neke koreografije, ki so že imele del časa in več možnosti za razvoj nekega kompleksnejšega koreografskega jezika, se mi zdi, da se to še vedno kaže kot neki presežki, čeprav v bistvu morda marsikdaj neopaženi. Hvala, Maša. Nika, do zaključku svojega teksta si obravnavano sezono na področju lutkovnega gledališča in gledališča animiranih objektov označila za ambiciozno. V katerih vidikih se najbolj jasno kaže ta ambicioznost in katerim dejavnikom jo pripisuješ? V bistvu je ambiciozna bila sezona najprej v smislu kvantitativne produkcije. V povprečju je zadnjih 8 let nastalo 25 premier na leto lutkovne produkcije, lani jih je bilo 27, da je seveda kvantiteta ni edino merilo, ne? In je bilo veliko več, kot ponavadi je bilo predstav za odrasle, predstav, ki se ne ukvarjajo, ki ne uporabljajo samo tradicionalnih lutk, ampak več vključujejo več premisleka o tem, kaj vse lahko animiramo, kaj vse je lahko lutka, kaj vse je v bistvu lahko katere objekte vse lahko oživimo in skozi njih pripovedujemo zgodbe ali pa raziskujemo določene teme. Istočasno je bilo tudi, kot je že Rok povedal, ta tema ekološke krize je v bistvu izjemno prisotna tudi znotraj lutkovne produkcije. Je pa tudi še vedno ambiciozna, sem pa mislila tudi v smislu, da saj še vedno veliko predstav nastaja po literarni predlogi določenih slikanic, ampak je pa res, da je tudi vedno več avtorskih projektov ali pa nekih novejših slikanic, literarnih del, na podlagi katerih se ustvari potem predstava, ki vključujejo tudi drugačne postopke, ki so drugačni formati. V tem smislu ambiciozna, ker saj ta nek odstotek je vedno obstajal, naprimer, ne vem, predstav za odrasle avtorskih projektov, preizpraševanja animacije, ampak zdaj v tej sezoni je bilo res približno pol-polno, kar se mi zdi, seveda to pomeni, da je še vedno ful veliko prostora, da se to izvedbeno bolj dodela ali pa da se še bolj spoznamo z nekimi praksami in jih bolj usvojimo. Ampak meni recimo ti poskusi nečesa novega res veliko več pomenijo kot pa obrt. No. Tako da v tem smislu bi rekla predvsem, da je bila ambiciozna, da je bila bolj drzna, bi mogoče bil boljši izraz, no. Čeprav, to je zdaj to spet subjektivno, pač kaj se bomo, da je drznost ambiciozna. Pa bi kakšne prizoritve še posebej izpostavila, kot ne moč samo ambiciozne, ampak tudi posebej kvalitetne? Definitivno tudi Apofenijo 1, ki je sicer v besedilu ne omenjam in mislim, da je to zaradi tega, ker ko sem tako kot preostali trije šla včeraj brati na novo svoj članek, verjetno to zaradi tega, ker na spletni strani ni navedena ker ni to produkcija od nobenega od producentov. Apofenija je projekt, ki je nastal znotraj mednarodnega projekta KONS, ki je imel razpis za produkcijo in KONS se ukvarja v bistvu z presečiščem znanosti in umetnosti. Deluje pod okriljem 6 producentov iz različnih področij. In potem naknadno so v bistvu, ker so potrebovali prostor, je bila to koprodukcija z Zavodom Melara, Društvo Moment in pa Zavodom Bunker. In zato je nisem navedla.
To bi recimo ocenila kot absolutno en presežek, ker se skozi robotiko, v bistvu in prav skozi odsotnost ljudi na odru nam sporoča veliko. Potem pa bi kot presežek rekla še, mislim, absolutno temnico Matija Soceta, čeprav po drugi strani Matija Soce na podoben način, kot je ustvaril to predstavo, ustvarjal že zelo dolgo in je za njega nek presežek na področju animiranih praks dosti lažje narediti kot za naprimer marsikoga drugega, ki nima recimo doktorata iz tega, ki se ne ukvarja predvsem z tem in ki nima kontinuirane sistemske podpore. Zanimiv se mi je zdaj tudi poskus, kako je gospod Felix tekmoval s kolesom v režiji Nine Šorak in produkcije Kulturnega gledališča Ljubljana, s katerim imam na vsebinski ravni sicer veliko problemov, ampak da je v javnem zavodu toliko nekih raznolikih tehnologij vpetih in da se cela predstava dogaja v bistvu skozi to, se mi tudi zdi pač nek absolutno omembe ali izpostave vreden poskus. Pa tudi Gluha republika v Lutkovnem gledališču Maribor, ki pa se jim je malo posrečilo z izbiro besedila. Predstavljam si, da ko so osnovali repertoar, da so hoteli skozi besedilo obravnavati predvsem epidemijo koronavirusa, potem pa se je vmes sredi sezone zgodila še vojna v Ukrajini, avtor Ilija Kamenski je pa Ukrajinec in je postalo to ful bolj aktualno na nekih drugih nivojih. To bi mogoče recimo izpostavljati. Hvala, Nika. Klemen, slišali smo, kako se je sezona odvijala na področju gledališke, plesne in lutkovne umetnosti. Kaj pa so bili ključni poudarki, dogodki in dosežki na področju radijske igre v tej sezoni? Radijska igra je imela v tej sezoni 29 premier, se pravi 5 premier je bilo iz mednarodnega projekta BR, ki raziskuje slušno umetnost za dojenčke in malčke in ena koprodukcija z ljubljansko AGRFT. Zdaj, zanimiva je bila v toliko, da je nenačrtno sicer se zgodilo v tej sezoni oziroma v tem obravnavanem obdobju, da je kar nekaj gledaliških uprizoritev doživelo tudi svojo slušno inačico. Tako smo začeli to obdobje z Macbethom, ki je nastal po gledališke uprizoritve Kliče M za Macbetha in v režiji Matjaža Pograjca, ki je bila koprodukcija s Slovenskim mladinskim gledališčem. Potem se je nadaljevalo obdobje z Helverjevo nočjo, ki je nastala prvotno kot produkcija Kranjskega gledališča in je zdaj doživela še slušno inačico, prav tako Razglednice, ki jih je pred leti v drami režirala Ajda Valcelj, tokrat pa Primož Ekart za slušno inačico. In še ena uprizoritev, Le zaljubiti se ne smemo, ki je seveda nastala po predlogi Igorja Martiniča, sploh pa uprizorjena v mestnem gledališču, zdaj pa tudi kot slušna inačica. Ena zanimiva, tisto, kar se meni zdi pomembno pri teh prenosih iz gledališča, je to, da ne gre za neposredni prenos, pač pa da se poišče slušne potenciale posameznih gledaliških uprizoritev in da se potem to že obstoječo gledališko uprizoritev potem prilagodi za slušni medij. Tako se nam je potem zgodilo pri projektu Macbeth, da je gledališka uprizoritev imela tudi zelo močno, se pravi, glasbeno podobo in songe, ki so bili pač po Shakespeareovih sonetih, ki pa v slušni inačici kot takšni niso res, pravzaprav niso funkcionirali, smo se takrat odločili, da jih bomo opustili. Se nam je pa zdelo škoda, ker so bili tako kakovosten slušen material in smo potem v bistvu jih ustavili pa umestili v program kot samostojne, se pravi uglasbljene Shakespearove sonete, ker pa moram reči, da so pa res krasno zazveneli v terminih kratke radijske igre in so bili kot tudi znotraj naše hiše, ki je sicer pogosto precej rigidna in ne zaznava tovrstnih tančin, je pa tokrat bilo to zaznano kot en primer zelo dobre prakse in moram reči, da se tukaj absolutno strinjam in sem vesel, da so te soneti, ki jih je uglasbil Tibor Mihelič Zajec, tako lepo zazveneli. Morda še nekaj projektov, ki so sklenili pravzaprav to obravnavano obdobje, Dva starca po predlogi Vinka Möderndorferja, pa potem še tudi dokumentarec Andrej Gosar, Utrinki iz nekega življenja, ki jih je Vinko režiral sam in tudi pripravil predlogo.
in pa Marijino znamenje po prilogi Pola Klodela in režija Ane Krafthaker, ki je zaključila to prvnano. Hvala, Klemen. Rok, v svojem tekstu ugotavljaš, da je v zadnjih letih še posebej razviden trend preizpraševanja statusa dramskega besedila. In zapišeš, da se v nekaterih vidnejših produkcijah te sezone, še posebej pri mlajših ustvarjalcih, zazdi, da je tekst dokončno postal zgolj eden od enakovrednih sestavnih delov prizoritve, kar nas usmerja v premislek o položaju dramskega besedila in besedila nasploh v institucijah. Kako pa ta dinamika vpliva na vlogo dramaturga? Kako se dramaturško delo spreminja v kontekstu projektov, ki jih lahko povežemo s tem trendom? Ja, ta snovalni moment, avtorski pristop je že zdavnaj ustaljen način dela tudi v institucionalnem gledališču. Seveda je pretežno lasten mlajši generaciji ustvarjalcev in ustvarjalcev. Zdaj, mogoče bi se izognili enemu vrednotenju uspešnosti ali pa neuspešnosti teh postopkov, ker se velikokrat izkažejo mogoče bolj kot izhod v sili, ali pa ko neka ekipa ne ve točno, kaj bi počela z določenim besedilom, ki jim je bilo dodeljeno, pa je potem avtorski projekt tako zvani lažja pot ven, ali pa mogoče ena taka mala goljufija, ampak v redu, pač saj se raziskuje. Sigurno to ni trend, kar se pa tiče sodelavcev, so pa te postopki, zdaj govorim strogo o institucionalnem gledališču, zato ker v neinstitucionalnem je to že zdavnaj nekaj popolnoma običajnega, so ti postopki v bistvu prevrednotili razmerja med sodelavci. Kar naenkrat so člani avtorske ekipe tudi znotraj inštitucij, ki, kot vemo, so hierarhično ustrojene in pač delujejo po nekih pričakovanih, ustaljenih principih, postale mogoče malo bolj razbremenjene te hierarhije in tudi vloga dramaturga v bistvu je sedaj iz tega mogoče kdaj osamljenega jezdeca postala malo bolj kolektivna, nekako poenotena, enakovredna z drugimi ustvarjalci v ekipi, še posebej v zadnjem času izrazito izstopata tu scenografija in koreografija. Zelo pomembni sodelavci so tudi v inštitucijah postali koreografi oziroma svetovalci za odrski gib, to je nekaj, kar je zdaj že nekaj skoraj da nujnega v vseh mlajših ekipah in tudi pristop ustvarjanja predstave se velikokrat začne prav na področju sodelovanja s temi člani ekip. In dramaturg seveda je v tem kolektivnem naleti na eno past, ki se jo mogoče še ne zavedamo povsem vsi, ki seveda smo potisnjeni ali pa ki smo si izbrali tak način dela, in to je ta postopna izguba distance, ki je nujna za naš način dela, za sodelovanje pri projektih, ker ko si pa enkrat tako močno povezan to kolektivno skupnostno ustvarjanje, se pa ta ključni moment poklica ali pa poslanstva začne mogoče malo izgubljati ali pa nekako ne veš več, ne znaš več dobro vrednotiti, no? In to govorim popolnoma iskreno, tako iz neke osebne izkušnje. In mislim, da je to ena velik izziv, no, pač za naše poklicno področje, da bi iznašli ena orodja, kako v teh spremenjenih okoliščinah ali pa novih pristopih, ki so seveda odlični, ne, ker dajejo zelo dobre rezultate, včasih tudi kakšen mali poraz, ampak načeloma se ta kolektivni pristop zelo dobro obvestuje. No. In jaz tukaj res tudi v eseju naštevam sploh to mlajšo generacijo ustvarjalk in ustvarjalcev, ki na tak način delujejo. In kot trikrat podčrtam, po moje je recimo en zelo dober primer te prakse kolektivne, tudi kolektiv Počemučka, naprimer, ki je vzniknil ravno v tem obdobju, ki daje tudi en dober vpogled, kako lahko prav vsi člani ekipe enakovredno sodelujejo pri ustvarjanju ene prizoritve. Maša,
v svojem pregledu baletne sezone pa nekoliko kritično zapišeš, da se glede na majhno število sezonskih premier predvsem poraja vprašanje seznanjanja tako publike kot plesnega ansambla s čim več raznolikimi poetikami, tematikami in načini dela. Kako se ta problematika kaže pri obeh baletnih hišah v tej sezoni in kakšni bi bili po tvojem mnenju najbolj smiselni koraki večji razgibanosti repertoarja? Ja, v tej sezoni se to kaže, dobro, to sezono je zaznamovalo neko manjše število premier, zaradi tega, ker so bile neke stvari izvedene že konec prejšnje sezone, ali je šlo za neko v baletnih hišah mogoče malo večji vpliv tega zamika, ki ga je prinesla pandemija, ampak recimo v mariborski baletni hiši, ki je imela v sezoni 2021-2022 samo eno premiero, je edina premiera bila režirana strani njihovega umetniškega vodje, torej Vrtek Kluga. V ljubljanski operni hiši pa je recimo ena sicer od premier bila prav tako režirana strani Renate Zamela, torej novega umetniškega vodje. Mislim, da se je potem to, kot sem malo raziskovala, nadaljevalo tudi še naslednjo sezono. In se mi zdi, da recimo v primerjavi z nekimi gledališkimi hišami, kjer ima ansambl mogoče večje število premier in potem tudi v bistvu večje število režiserjev pride, pa ima morda ansambl večjo možnost seznanitvijo različnih načinov dela, poetik. Pri tak majhnem številu premier neko ustrajno koreografiranje umetniških vodij za moje pojme pomeni neko v bistvu zelo... Ja, to pomeni, da v bistvu 50% ali pa recimo v primeru tiste sezone mariborske baletne hiše edina nova uprizoritev v neki poetiki, ki pa je in ansamblu in gledalcem že poznana, tudi če se razvija, in to ne pomeni, da se Klugova poetika ne razvija naprej, ampak tako, da se mi zdi, da bi vabilo kakim še novim koreografom in mogoče nek odmik umetniških vodij, ki že tako imajo neko pozicijo in ki imajo v bistvu na repertoarju že ogromno neko prizoritev, ki se lahko ponavljajo, mogoče tudi ponudo priložnost tudi baletnim plesalcem, mogoče za urjenje v nečem povsem novem, pa publiki, da dobi neko večjo raznolikost tega, kaj gledajo. Hvala, Maša. Nika, v tvojem tekstu se pojavi še ena razveseljiva ugotovitev, in sicer, da je prišlo na področju lutkovnega gledališča in gledališča animiranih objektov do nekakšnega preporoda kritiške refleksije in medijske pojavnosti. Za kakšen preporod gre in kateri mediji, projekti in portali so najbolj zaslužni zanj? Zdaj, malo manj razveseljiva novica je, da jaz recimo nisem dobila vtisa, da bi šlo za neko silo organizirano reformo na področju medijske pojavnosti, ampak da je to bolj splet na ključi. V medijih se pač prostor za gledališče vztrajno in kontinuirano pač izjemno krčil, dokler se ni vsak začel ukvarjati v bistvu z samim sabo. In je Bunker ustanovil kriterij in so honorirali kritike o premierah v Stari elektrarni. In potem so si Via Negativa pa Maska rekli, mi v bistvu tudi rabimo kritiške odzive, bomo se mi prijavili tudi na podporne programe, pa bomo pač pisali o celi neodvisnih produkcij. In potem si je Lutkovno gledališče Ljubljana, si predstavljam, reklo, mi pa nismo ne eno, ne drugo, mi smo javni zavod, ampak o nas glih tak noben ne piše, bomo pa se mi tudi prijavili na evropski razpis in tako je nastala ECPC, pogovorno European Contemporary Puppetry Critical Platform, ki mislim, da sredstva za njo zdaj so, pač evropski projekt je potekal. Ampak eno sezono, istočasno pa se je potem tudi vendarle obrestovalo leta pogajanja z ministrstvom za nacionalni kritiški portal in je deloval potem tudi portal Kritika in ECPC. Jaz mislim, da zasluge za pisanje o kritikah v nekih časopisnih hišah grejo predvsem bolj kakim posameznikom, kot pa kaj drugega. Absolutno ni to zares sistemsko podprto ali naravnano tako, da bi bilo vzdržno. V vsakem primeru sem ful vesela, da je do tega prišlo in upam, da se bo nekako našel način, da se to ohrani in da se pri tem vztraja. Pozabila sem del vprašanja? Ne, to pa mislim, da si kar odgovorila. To se pravi, omenjala si različne projekte in portale, ampak mislim, da si jih v osnovi naštela, bi še kakšnega... Ja, mogoče bi pri tem samo še povedala, da je v bistvu kar
izven teh projektov, kjer imaš dodeljeno eno gledališko hišo, v kateri pišeš, naprimer ko sem pisala za letopis, sem ponovno naletela na isti problem, o katerih predstavah jaz točno zdaj pišem. Ker neodvisne producente, ki se bojo ukvarjali tudi z animiranimi objekti, bo pokril dr. Andres ali kdorkoli bo pač pisal o postdramskem in dramskem gledališču. Ne morem pa se zanašati na to, da pa bo kolega Andres ali kdorkoli bo pač pisal o dramskem in postdramskem gledališču, šel pa tudi pogledati repertoarje lutkovnih gledališč, kaj tam pa je bilo dramskega in ne lutkovnega oziroma animacijskega. In zato se potem vedno vsakeč, ko oddam ali pa vsakeč, ko berem članek, sem tak, joj, ampak v bistvu sem to predstavo pozabila, pa ta je imela tudi neke elemente in potem vidim pa te sploh gledališki laboratorij, ki pa skoraj nikoli nima nobenih lutkovnih elementov, ampak je pač produkcija Lutkovnega gledališča Ljubljana in zdaj, da ga pa nihče omeni, pa je tudi nepošteno, ne. Ampak pač tega se kar nekaj v bistvu, ker se kar veliko, pogosto se to zgodi. Klemen, enega izmed osrednjih delov svoje razprave nameniš razmerju med priredbo in izvirno pisavo v kontekstu radijske igre. Kot zapišeš, je radijska igra z dramskimi predlogami stalno ujeta med priredbe nedramskih besedil in dramsko pisavo, ki pa le redko nastane izvirno za radio. Zato tudi ta potrebuje adaptacije. Zakaj si izpostavil to problematiko in kako sam gledaš na orisano razmerje med priredbo in izvirno pisavo? Ja, zares v bistvu slušni avtor, ki ga poznamo Slovenci na tem področju, je seveda Frane Puntar še vedno in to nam pove podatek, da je njegov opus nekje v 1970, tako da si bomo znali to časovno predstavljati. Seveda so avtori, ki so bili več uprizorjeni in imajo kar obsežne opuse, če gremo gledati arhiv nacionalnega radia. Je pa tako, radio je precej specifičen, zlasti po formatih, o čemer tudi pišem, se pravi, radijska igra celovečerna je dolga 45 minut, kar seveda pomeni, da bi mora vsako dramsko besedilo, ki je prvotno napisano recimo za gledališče, mora biti adaptirano za radio, zato ker je treba to predlogo na nek način zgostiti. Hkrati so pa te adaptacije včasih bolj, včasih manj posrečene, predvsem zato, ker seveda ta besedila nastajajo za nek drug medij, ne za radio. Potem se recimo lahko srečamo s takimi specifikami, da si boste lažje predstavljali, če se pravi na odru jaz igralca lahko vidim tudi, če ne govori. Se pravi, če imam jaz nek nemi lik na radiju, ga pač preprosto ni. Se pravi, ga je treba vedno opeljati, vedno ga je treba opeljati z imenom, vedno človeški možgani so sposobni razlikovati v slušnem mediju zgolj 6 glasov in nič več kot toliko. Se pravi, da je vprašanje bolj, koliko je tudi število likov, potem vprašanje dogajalnih prostorov, kaj to potem v postprodukciji pomeni. Vsak prostor je treba ustvariti, ga izrisati, recimo zanimiv projekt je bil Prevozi, kjer je šlo za serijo kratkih iger, ki se vse dogajajo na prevozih, se pravi v avtomobilu, ampak to je pa recimo v praksi pomenilo, da si ti moral vedno, ker gre za veristi, ker je šlo za veristično predlogo, se pravi, smo morali izrisati vso to vožnjo, koliko časa ta vožnja traje, kako odpre vrata, kako jih zapre. Skratka, to so vse stvari, na katere verjetno avtor, ki to piše, zares niti ne misli, niti ne more misliti, ker ne ve. Je pa seveda tako, da tudi predlogov radio je medij, ki je zelo lačen in potrebuje ves čas stalno novo produkcijo. Če vemo, da je vsak dan, tako rekoč, razen z izjemo petka, ena od iger na programu, pomeni, da je tudi ta obseg zelo velik. Hkrati je pa seveda tudi to vprašanje, kdo je tisti, ki bo za radio prirejal. Je pa zdaj to vprašanje tistih, ki na tem polju delujemo. Seveda vedno beremo besedila tudi skozi to sluh, se pravi, kako naj bi to zazvenelo v mediju in je pol vprašanje, a je to, kakšne so zdaj razmerja med režiserjem, ki bo tudi prirejevalec, ali bo to hišni režiser, ali bomo vzeli zunanje prirejevalce, ali bo to dramaturg, ali bo dramaturg v vlogi praktičnega dramaturga, kot dialog v tem procesu. To so recimo vse
vse neke specifike tega medija, ne, in morda tudi zato stroka sama v preteklosti ni zares razvila nekih piscev, ki bi pisali prav tudi za ta medij, pa bi se v tem metjeju prizorili za ta metje. Meni bi se pa zdelo to dragoceno, sploh zato, ker se mi zdi, da mlajše generacije zdaj se urijo tudi v pisanju za različne medije in radio se mi v tem smislu zdi dragoceno polje. Tudi zato, ker je radio kot tak ni zamejen v neko sezono, je bolj gibak, se lažje odzivamo sproti, ne morem reči, da zdaj zelo, ker tudi naša finančna situacija ni tako zelo rožnata, ali pa sploh to, kar se nam nakazuje naprej, sploh ne, ampak smo bolj odprti v tem smislu, da se lažje odzivamo na neke sprotne pobude. No, zato se meni zdi to dragoceno, zlasti pa pri vsebinah za otroke. Tukaj se mi pa zdel, to je pa moje čisto osebno mnenje, da bi moralo to kakovostno literaturo, ki že obstaja, se pravi otroško leposlovje, morda bolj zavzeto prevajati, torej prirejati za slušni medij. Hkrati pa je zanimivo, ko gledaš po arhivu, da tudi na nacionalni ravni imamo še zmeraj kar velike sive lise, tudi na področju nekih kanonskih besedil, ki se mi zdi, da bi bilo prav, da bi morda zdajšnja generacija teh, ki smo na tem polju, vseeno razmišljali tudi o tem, da bi se jih uprizorilo v slušnem mediju. Klemen, zdaj gremo še k zadnji temi, in sicer vprašanju hiperprodukcije, ki sta ga izpostavila Rok in Maša. Rok, to omeniš na več mestih v svojem tekstu, oziroma konkretno govoriš o pokoronski hiperprodukciji. Praviš, da se kaže kot nekakšen udarni val po gledaliških institucijah in nevladnih producentih. Zapisal si, česa različni producenti niso mogli pokazati med epidemijo, so po njej želeli pokazati vsi in takoj in hkrati. Poleg izčrpanosti kot enega od negativnih simptomov te hiperprodukcije med drugim izpostaviš tudi pogoste naknadne menjave besedil in režiserjev. Obenem pa zapišeš, da morda ne gre le za prehodno obdobje, temveč se zdi, da bo prišlo v stanje, ki ga bomo vsi hočeš noče sprejeli. Glede na to, da sodeluješ z več gledališči in imaš vpogled tudi v njihove produkcijske težave, me zanima, kje vidiš glavne razloge za to stanje in tudi kaj bi bile po tvoji oceni najbolj smiselne rešitve za izhod iz njega. Fino. Odgovor je sicer lahko zelo preprost, ne? In kratek, ne? Ko se bomo naučili, da več in še več in več in več ne pomeni, da bo tudi dobro še boljše in najboljše, bomo tam, kjer bomo zaobrnili ta trend in bomo se lahko začeli pogovarjati o vsebini in kvaliteti. Ne? Ker mislim, da je bolezen naših producentov samo v tem, da je želja po še bolj obširnem programu, še dodajanju nekih spremljevalnih programov, še več predstav, še več ponovitev, v bistvu botrovala k tudi deloma upadu kvalitete produkcije. Zdaj, zakaj je temu tako, je seveda več različnih vprašanj. Mislim, da je večino od njih mogoče sistemsko rešiti, če bi obstajala neka politična volja za to. Predvsem je pa ta pokoronski udarni val povzročil to, da se nekatere gledališča še v letu 2023, in to po koncu leta 2023, še niso uspela izkopati iz te porazne situacije podiranja urnikov, predstavljanja premier, problem so postale zasedbe, bolezni, odpovedi. Ena zanimiva stvar, ki se je pojavila, je tudi to, da seveda je COVID povzročil neko drugačno občutljivost za zdravstveno stanje posameznika. In če je bilo predtem mogoče še težje predstavljivo, da se ena predstava odpove ali pa prestavi premiera zaradi slabega počutja ustvarjalcev, je to zdaj postalo nekaj običajnega. Ne govorim, da je to slabo, daleč od tega, da je to slabo, ampak moramo biti pazljivi in občutljivi na posameznika in na zdravstveno stanje, pa vendarle to je pomemben faktor, ki vpliva na produkcijo danes. In še nekaj je, kar se tiče pa teh naknadnih menjav besedil in režiserjev, nimamo vpogleda, zakaj do tega pride. Je pa to velik problem, ker smo ujetniki
abonmajskega sistema. Abonmajski sistem je izredno dober, ker omogoča dostopnost kulture najširši populaciji, ampak ko gledališče obljubi neko sezono abonentu, kjer mu navede besedila režiserje, ustvarjalce, prizoritev in potem sred sezone iz takih in drugačnih razlogov to besedilo zamenja, je seveda abonent kupil mačka v žaklju, ne. In to je v bistvu nepoštena praksa do naših gledalcev. Jaz vem, da pride do različnih razlogov do teh menjav, pa vendarle bi se mogli producenti truditi tega čim manj bilo. Ni pa vse slabo, no, daleč od tega, da je vse slabo, je pa seveda res, da bo treba samo produkcijo ponovno premisliti, načine ustvarjanja, podaljševati študijske procese, povečati produkcijska sredstva in tako naprej. Pač so pa neke sistemske stvari, kjer pa morajo direktorji z ministrstvom nekako skladiti vzajemne pričakovanja. Mogoče samo eno opasko ali pa odziv, da jaz mislim, da so igralci, zaposleni, kjerkoli, ki so dvakrat zakašljali, prišli na bolniško, vedno obstajali v vseh sektorjih in pred korono in pred kugo in vedno bojo. Mislim, da je pa po mojih opaženjih ali pa izkušnjah bi rekla, da je dosti večji problem to, da je zaradi hiperprodukcije tako velik del samozaposlenih in zaradi nizkih honorarjev na robu izgorelosti, da je v bistvu to kar nam potem povzroča te odpovedi. Ker ko si pa enkrat kronično utrujen 2 leti, pa lahko res vsak prost dan, ki ga imaš, zboliš samo zato, da pač nič ne delaš. Ne? In mislim, da se pač brez upočasnitve pač to tudi ne more rešiti. Maša, tudi ti si v svojem tekstu spregovorila o hiperprodukciji že v prvem odstavku, a obenem ugotovila, da gre na področju baleta in plesa pravzaprav za staro normalnost. Je torej diktat brutalnega tempa, o katerem govoriš v povezavi s to sezono, nekaj, kar plesna scena v polnosti pozna že iz preteklih sezon, ali pa v tej sezoni ta diktat, ta hiperprodukcija vendar pokazala kakšne specifike? Ne, jaz mislim, da zagotovo gre za nekaj, kar v bistvu obstaja in se nadaljuje in je povezan z veliko več faktorji, kot je bila korona. Morda je korona torej samo zgostila, sploh zaradi narave tega, ker plesna scena deluje na podlagi razpisnih ciklov in razpisni cikli s poznimi odločitvami rezultatov, ki pridejo šele v drugi polovici leta, potem potisnejo to hiperprodukcijo v december, po drugi strani pa tudi zaradi tega, ker je na sceni malo denarja, malo sistemskega denarja, pomeni, da ima ogromno projektov, projektnih razpisov, torej del, ki nastanejo zelo malo denarja, ki bi jih morda celo lahko označili kot mogoče celo nekaj, kar bi v nekem širšem gledališkem sistemu videli kot raziskovalno fazo, pa potem postane produkcija zaradi potrebe po prijavljanju na razpise in izvedbah končnih del. In mislim, da to vse v bistvu sili v hiperprodukcijo, plus to, da ker so sredstva tako majhna, mnogo avtorjev dela svoje projekte, manj pa opažamo nekih večjih projektov z večjimi budžeti, kjer bi mogoče več plesalcev, več koreografov se združili in bi tudi to mogoče prispevali k malo manjši hiperprodukciji. Tako da mislim, da je to definitivno sistemski problem, ki sceno teži že zelo dolgo, prav zaradi v bistvu odsotnosti mnogih sistemskih nivojev, recimo neke kvalitetne javne akademije za izobraževanje koreografov, ki bi ponudila ta 4 ali 3 leta, ki jih recimo gledališki režiserji imajo za razvojko in se potem ta razvoj koreografske poetike dogaja skozi projekte posamezne, manjko javnega zavoda kot nekega, mogoče neke sistemske podpore polju. V glavnem, mislim, da je to v resnici neka žalostna realnost, ki upamo, da se bo mogoče popravila z novo strategijo za sodobni ples, ki pride v naslednjih 2 tednih, ki smo pripravljali skupaj z Ministrstvom za kulturo, ampak to je pa vse odvisno od sredstev, ki jih za ples pač ni, zato je smešno govoriti o hiperprodukciji, sredstev je pa izredno malo, mislim, da si v resnici in da dolgi procesi v resnici zelo redko obstajajo. Tako da mislim, da je to v bistvu zelo kompleksen problem, ki upajmo, da ne bo postal nadaljna normalnost. No. Hvala, Maša. Imamo kakšno vprašanje iz publike. Potem pa se zahvaljujem za pogovor, Roku, Niki, Maši in Klemnu. Hvala tudi vsem, ki ste